Dober dan, sem Martin Pečarič in danes vam predstavim globalno segrevanje. Globalno segrevanje je povzročno višanje povprečne temperature ozračja in oceanov. Posledice globalnega segrevanja so taljenje ledu, spremembe padavin, več suše, širjenje puščav in veliko več naravnih katastrof. Trenutna posledica globalnega segrevanja je učinek tople grede, ki je nastal zaradi prevelike količine toplogrednih plinov v ozračju. Glavni dejavniki globalnega segrevanja so kmetijstvo, promet in industrija. S tem se pa začelo tudi krčenje gozdov in uporabo fosilnih goriv. Toplogredni plini so plini, ki povzročajo učinek tople grede v zemljenem ozračju. Nekateri plini povzročajo tudi ozonsko luknjo. Najpogosteje toplogredni plini so ozon, metan, ogljikov dioksid in vodna para. Če se v ozračje spušča preveč toplogrednih plinov, se viša temperatura in s tem nastajajo podnebne spremembe. Posledice globalnega segrevanja. Po mnenju večine znanstvenikov se posledice globalnega segrevanja že kažejo, na primer povečanem taljenju ledenikov, sušah, številčnejših in močnejših ciklonih in spremenjenih vzorcih padavin, ponekod poplave, drugod suše. Imamo tudi gozdne požare, kot se je recimo zgodil letošnjem letu v Avstraliji. Gozdni požari so družinam vzeli domove in ogromne živali, koale, kenguruje in tako dalje. Vsak dan novi dokazi prikazujejo, kako so podnebne spremembe tista sila gozdnih požarov, ki povzročajo neizmerno trpljenje. Da bi globalno segrevanje ustavili, bi bilo treba zmanjšati porabo fosilnih goriv in izpuste ogljikovega dioksida. V šolo bi mogli hoditi peš, uporabljati čim več javnega prevoza, ločevati in ljudi čim več ozaveščati o globalnem segrevanju. Kjotski protokol je mednarodni sporazum. Njegov namen je zmanjšati uporabo ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov. Protokol je začel veljati 16. februarja 2005 za rusko ratifikacijo. Sprejelo ga je 141 držav. Kjotski protokol je prvi korak do zmanjšanja učinkov tople grede in segrevanja ozračja. Tukaj so intervjuji, ki smo ga naredili s sošolci, ko smo jih vprašali, kaj si mislijo o globalnem segrevanju in kako ga preprečujejo. Je globalno segrevanje resna stvar? Ja, moje osebno mnenje o globalnem segrevanju je, da je precej resno, ker uničuje planet in ga je potrebno čim hitreje ustaviti. Kaj delaš, da preprečuješ? Sam zato poskrbim, da se vozim z javnim prevozom, na treninge hodim peš in ločujem odpadke. Kako bi preprečil globalno segrevanje? Da bi ločeval odpadke. Kaj delaš, da preprečuješ globalno segrevanje? Vozim se z vlakom, čeprav zamudim v šolo. Misliš, da je globalno segrevanje resna stvar? Rekel bi, da je. Dejan, kaj misliš o globalnem segrevanju? Da je zelo slabo. Kako bi preprečil globalno segrevanje? Z ločevanjem odpadkov. Moje osebno mnenje je, da je treba globalno segrevanje čim prej ustaviti in upam, da imajo drugi enako mnenje, da ga čim prej ustavimo. Hvala za vašo pozornost.